Živimo v nekoliko skrivnostnem času, morda pa ravno pravem za odkrivanje neznanega in pozabljenega. Na stari podstrehi v študijski zbirki knjižnice hranimo prave zaklade. Knjižničarji in knjižničarke tej zbirki pravimo Eš. Ja, Eš. Eden izmed zakladov v njej je revija Kurirček. To je starejši bratec revije Kekec. Poglejte, kako so stare. Vsak snopič je vezanih po 10 številk. Čudovito je listati po njih ter odkrivati pisatelje in pisateljice, ilustratorje in ilustratorke preteklosti. In zdaj presenečenje. Sledili bomo črno-belim ilustracijam naše mojstrice Ančke Gošnik Godec, ki jih je ustvarjala za revijo Kurirček pred mnogimi leti. Podobe, ki so nastale ob pravljicah in zgodbah, so narisane z risalnimi peresi in tušem. Tem mojstrovinam rečemo tudi perorisbe. Na pogled morda niso videti kaj posebnega, a ko se poglobimo v črtice in črte, se nam prikažejo mojstrovine. S peresom je mogoče narisati paleto tankih in debelejših črt in potez. Z dodajanjem vode pa lahko dosežemo tudi različne kontraste. Pri ustvarjanju perorisbe potrebujemo sproščeno telo in tekoče gibanje roke. Ančka Gošnik Godec je ob neki priložnosti o svojih perorisbah povedala tole. V mojem otroštvu je bila večina risb črno-bela, kakršne danes kar malo pogrešam, saj lahko včasih preproste ilustracije, ki pa so dobro narejene, povedo več kot neka zelo bogata in preveč okrašena slika. Odpravimo se torej na potovanje v svet črtic in črt Ančke Gošnik Godec, ki so zrasle iz pravljic in zgodb. Ob tem pa vam bova z Robertom povedala pravljico, ki jo je ilustrirala Ančka Gošnik Godec. Moja izbranka je ljudska pravljica o ježku in lisici, ki je imela 75 pameti. Lisica je vprašala ježka: koliko pameti imaš? Samo eno, je odgovoril ježek. Haha, jaz jih imam pa 75, se je široko ustila lisica. Ne verjamem, to mi moraš priseči na posvečenem kraju, je rekel ježek. Na posvečenem kraju, se je začudila lisica, vendar ni ugovarjala. Ježek je pospremil lisico k pasti, ki jo je v gozdu nastavil lovec, in dejal: no, tu je to posvečeno mesto, prisezi. Lisica pa je stopila na železo. Železo je usekalo in že je bila v pasti. Gorje, kako se bom rešila, je javkala lisica. Kako naj le vem, je rekel ježek.
Saj imam le eno pamet, ti jih imaš pa 75. Že vidim, je rekla lisica, da me je posvečeni kraj kaznoval, ker sem se tako bahala. Prosim te, Boter Ježek, svetuj mi, kako naj se rešim tega železa. Ježek je svetoval: ko pride lovec, se delaj, kot da si mrtva. Ko te bo sunil, se ne premakni. Nato te bo vzel iz pasti in te položil na zemljo. Takrat steci. Lisica je storila, kot ji je svetoval Boter Ježek. Prišel je lovec, sunil lisico s škornjem, in ko je videl, da se ne premakne, je razklenil past, položil žival na zemljo in preden se je obrnil, jo je lisica že ucvrla po bregu. Nikoli več se ni hvalila, da ima 75 pameti. Za vasjo pod drevesom je grebla kokoška, ko je proti njej pritekel šakal. Zelo je bil lačen in že se je oblisoval, kako mu bo teknila. Toda kokoška je urno sfrčala na drevo. Prr. Pozdravljena, kokoška, je rekel šakal. Ali že veš, kaj je novega? Kaj? Je vprašala kokoška. Najnovejše je, da so vse živali sklenile mir med seboj. Zdaj so vse prijateljice in nobena žival ne sme drugi živali škoditi. Kar mirno sfrči nazaj z drevesa, nič ti ne bom storil. Toda kokoška je bila prebrisana in je vedela, da ne sme zaupati šakalu. Vem, da me ne boš raztrgal, a tu z drevesa je lepši razgled. Lepo vidim prav vse tja dol do vasi. Kaj pa vidiš v vasi? Je vprašal šakal. Nič posebnega. Iz vasi teče proti nama tolpa lačnih psov. Ko je šakal to zaslišal, je urno poskočil in jo ucvrl. Zakaj pa bežiš, šakal? Je zaklicala za njim kokoška. Saj so živali sklenile mir med seboj. Psi ti ne bodo nič hudega storili. Kot da ne poznam teh neumnih psov iz vasi, najbrž še ne vedo nič o tem, je zakričal in pobegnil.